Našega današnjega gosta vsi dobro poznamo. Bil je že pri nas v knjižnici, takrat na prireditvi za odrasle, prav gotovo pa vas je obiskal tudi v šoli. Pisatelj piše za odrasle in tudi otroke. Po veliko njegovih zgodbah za odrasle so posneli filme, vsi seveda segajo že daleč nazaj, vendar še danes enako uživamo v njih, kot takrat, ko so nastali. Za vas mlajše je napisal kar nekaj zgodb, deloma resničnih po svojih spominih in doživetij, deloma izmišljenih. Še danes jih prebirate, tudi za domače branje jih imate. Poznate te naslove? Dupleška mornarica, Hotel se prijeti sonce, Slišal sem, kako trava raste. Kdo je naš gost? Tone Partlič. Točno. Gospod Tone Partlič, prosim. Se ne bo slišalo tako? Ja. Če bo postal pretih, ne zadaj nekdo reče, malo bolj glasno. Če ima mikrofon, se bo čutim ko Alfi Nipič, veste? Slišali ste, kako mi je ime. Star sem, ne boste verjeli, 70 let. Če so notri oni tamali, veste, iz prvega razreda, ob tem vsi zatulijo. Kakva starost. Se čudijo, da nisi že kaj nagačen, v kakem muzeju. Pozdravljen, gospod Partlič. Dobrodošli v Konicah ob Svetovnem dnevu knjige. Zanima me, kdo je vas navdušil za knjigo in pa kam segajo vaši začetki glede knjige. Poslušaj, nenavadno, jaz sem sicer lani konec leta izdal knjigo z naslovom Hvala vam bogovi za te blodnje, avtobiografijo, kjer sem zelo natančno popisal tudi vse take stvari. Moče se danes sliši to demagoško. Moj ata in mama sta se spoznala pri enem kmetu, kjer je bila mama dekla, ata pa hlapec. Čeprav je že pred koncem, tik pred drugo vojno, ata potem dobil službo na železnici. Če vam povem, kakšnega socialnega stanja sta bila, ker sta bila oba brez staršev, si lahko mislite, da nista v otroštvu brala ravno knjig in nista poznala to vrstne vzgoje. Kaj je imela mama v sebi, da je tako brala vse, znala na pamet mogoče 20 pomembnih slovenskih pesmi, odkot je sploh to imela, pravzaprav ne vem, ampak pri naši hiši sva brala mama in jaz, od malega. Imam sestro, ki je učiteljica, seveda je za to brala veliko, ampak se mi zdi, da v glavnem to, kar so prepisali šoli. Imam pa tudi brata, ki je eno leto mlajši od mene in je nažalost prebral eno samo knjigo, naprimer Ostržka. Jaz pa se mi zdi, da berem, takrat, ko sem bil jaz otrok, je bilo precej drugače, ni bilo toliko knjig, si lahko mislite. Spomnim se, da je prva knjiga, ki sem jo v celoti prebral, kakšne liščke pa mule, ampak to so bile črtice seliškarje, pravim partizanske črtice so bile, je bil Robinson. Vem, da sem ga bral, ko mi je bilo 10 let, v drugi razred sem hodil in sem ga bral od 1. maja do 1. junija, se prav spomnim. Pol pa sem se že takoj zaljubil v kakšnega pisatelja, recimo sem bral Jurčiča, sem prebral celega Jurčiča v zelo mladih letih, niti ni cele knjige, tudi tisto, kar so bile zadaj opombe v manjših črkah, nisem ločil. In potem sem tako bral Cankarja, torej vedno sem bral zagrizeno. V teh letih pa imam dve zanimivi izkušnji. Bil sem 20 let službi v gledališču, sem torej zaradi poklica moral brati dramske tekste. In sem mal na nek način postaneš deformiran, ker je drama kratka, prebereš v 2 urah, ampak je v njej ravno tako cel svet, kot v Vojni in miru, kot, kaj zvem, v kakšnem Dekameronu ali kaj, v Antigoni, Oidipu je cel svet noter. In sem se nekako, predvsem bral drame, med počitnicami sem bral romane. Potem pa sem postal tudi član žirij za Večernico, član žirije za Desetnico in predsednik bralne značke.
In me ravno ena kolegica, Tilka Jamnik, vam ime najbrž nekaj pove, me vpraša, kaj si prebral Dalovo Matildo. Pa sem rekel, ne vem, kaj je to. In me rekla, oprosti, ti ne moreš biti predsednik bralne značke Slovenije, če ne poznaš take knjige. In da bi potem to nadoknadil, sem tako 4 leta prebral skoraj vso slovensko mladinsko literaturo ali pa v prevode, to, kar je pomembno. Tako da na nek način berem malo deformirano. Vem, da moram poznati Nobelovce. Moja žena bere tudi trivialno literaturo, kar ji svetujejo knjižničarke. Ja, ampak prebere tudi marsikatero odlično knjigo. Orhana je recimo prva prebrala, ko še ga jaz nisem prebral. Jaz pa vedno tako malo programsko. Lahko pa edino rečem, da berem celo življenje in da je mama tako brala. Skrajno in je tudi vse razumela. Sem jaz bral Brate Karamazove, je mama, ki bi v današnjem času imela 6 razredov osnovne šole, ravno tako za menoj to vse brala in imela svojo pamet pri tej zadevi. Sestra je vedno gledala v opombah, da ga ne bi kaj polomila, da bi prav odgovorila. Mama je pa imela eno intuicijo. Kako je danes, ko so v modi internet, TV, radio, sploh mogoče imeti čas še za knjigo? Ja, to si je treba zmerati. Zdaj, to se ljudje po mojem sprašujejo od nekdaj, tudi kaj pa vem. Bila so mogoče neka obdobja, ko so grofične pa spletične na kakih gradovih, ko ni bilo toliko vznemirjanj, kadar niso ravno prihajali vitezi, mi pravijo, da so brale neke romantične knjige. Drugače je vedno ta ista gužva, ko so vojne, mislimo, da ni čas za knjigo in tako dalje. Ljudje pa kljub temu berejo. Če se smem še malo vrniti k prejšnjemu vprašanju, bi rekel, da pravzaprav ljudi sploh ločim potem na tiste, ki berejo in ki ne berejo. Ker tisti, ki nič ne berejo, tisti vedno kriči, ko debatira, tisti vedno reče, jaz vem, kar vem, mene ne bo nihče učil. Človek, ki bere, pa razume Sokrata, ki je na koncu življenja, kot eden prvih filozofov na svetu rekel, vem, da nič ne vem, ker šele takrat spoznaš, kje vse so te duhovne vrednote. Jaz seveda mislim, da ne računalniki, ne e-knjige, virtualne knjige ne morejo v nobenem primeru ogroziti nobene knjige. Ko se je pojavil film, so vsi rekli konec gledališča. Ko se je pojavila fotografija, so rekli konec slikarstva. Človek, ki se vozi z ladjo, še zmerom fajn, če zna plavati. To se ne izključuje. To se ne izključuje, po mojem mnenju, se dopolnjuje in celo medsebojno seveda vpliva in oplaja. Drugače pa mislim, da knjiga v nobenem primeru ni ogrožena. Jaz imam doma, zgleda, kot da se malo hvalim, ampak ker so dnevi knjige, mi ne bo se zamerili. Jaz imam doma okoli 10.000 knjig, mogoče nekaj malega manj, za kako šolsko knjižnico skoraj. Ampak ko grem na morje, ne sem računalnika s seboj, da bom tam bral v podbori, ali pa ko grem v poslo, zdaj sem že toliko star, da me skoraj toliko kot žena zanima tudi dobra knjiga v posli, ne samo gospa. Ne morem računalnika s posteljo, da bi tam bral, čeprav tega branja nikomor ne priporočam, ravno v posteljah se moče kakšna lažja knjiga bere, zares pa tako ne gre. Ne, knjiga po mojem mnenju absolutno ni ogrožena, to so vedno neke modne fame, tudi da se reklamirajo novi izumi, pa mislimo, da bo vse to je kot politiki. Nova politika pride pa misli, da bo vse začela od začetka in da bo edino takrat prav. Ampak Župančič je napisal in je naslovene antologije Iz roda v rod duh išče pot in vsak duh ga išče na svoj način in ga išče iz knjig. A knjige kupujete ali izposojate v knjižnici? Oboje, ampak v glavnem jih kupujem, kar je neke vrste privilegij. Kupoval sem jih od malega. In tudi čeprav bi naša mama kdaj potrebovala nove nogavice, nov predpasnik, novo ruto, smo jo otroci zmeraj kupovali knjige. In enako jaz. Mi je tudi dala mama denar za srajco, pa sem videl Krležo, pa sem sam za njega čul, nič še nisem bral, pa sem hitro kupil tisto. In tako celo življenje kupujem knjige tudi zdaj. Je prava drama, kam z njimi, ampak sem zdaj si nekako to uredil. In enako rad si knjige, ne enako, knjige, ki je nimam, pa jo moram prebrati, pa grem seveda v knjižnico. In tudi o slovenskih knjižnicah in knjižničarstvu imam izjemno visoko mnenje. To je ena najboljših področji kulture, največ se je naredilo,
v nekaterih krajih je to edini intelektualni center. In tudi pri vas nisem prvič, pa imam enako dobro mnenje. V knjižnicah smo zelo blizu evropskim štandardom, včasih smo bili nekim srednje, zdaj pa čujem, da se število izposoje že bližamo tem nordijskim državam, kar je odlično. Najlepša hvala, gospod Partljič, in se veselimo današnjega druženja. Jo, jaz pa še bolj.